Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o poslušanju svojega srca. Zelo tako pravljično se sliši, dajmo poslušati svoje srce, namesto da bi poslušali svojo glavo. Ker glava naj bi nas motila pri določenih stvareh v življenju, da si povzročimo trpljenje, in zato moramo poslušati srce. V sebi naj bi torej imeli dva glasova, ki nas vsak od njih vabita na svojo stran. Glava naj bi vsebovala glasove, ki nas motijo, ki nas razdvajajo, srce pa naj bi proizvajal glasove, ki nas združuje in povezuje. Ampak kaj to pomeni poslušati svoje srce? Ali srce proizvaja glasove? Ali srce lahko govori? In zakaj, da bi poslušali ravno srce? Od vseh notranjih organov in delov svojega telesa, ki jih imamo. Zakaj je ravno srce tisto, ki naj bi ga poslušali? Marsikaj je glede te simbolike nejasno. Zato bom sedaj razložil nekaj informacij, ki jih boste najbrž slišali prvič. Ljudje mislimo, da so misli proizvod naših možganov, da so proizvod interakcije, elektrike, nevronov v fizičnih možganih našega telesa. In možgani naj bi upravljali z našim telesom. V možganih naj bi imeli inteligenco, razum, in potem naj bi možgani proizvajali misli. Ampak, če so možgani del našega telesa, zakaj potem proizvajajo takšne misli, za katerimi nas usmerjajo v našo škodo? Zakaj naj bi možgani škodili samemu sebi, ker so del fizičnega telesa, enako kot srce? Zakaj naj bi en organ našega telesa našemu telesu škodoval, drugi pa bi mu koristil? To nima nobenega smisla. Zakaj potem mislimo, da so misli v naši glavi tiste, ki nam škodijo? Oziroma, zakaj nam dejansko škodijo? Stvar je v tem, da te misli niso proizvod naših fizičnih možganov, oziroma niso proizvod našega fizičnega telesa. Kajti, mi imamo 3 komponente. Ljudje smo sestavljeni iz 3 komponent. Eno je fizično telo, ki je povezan organizem, sestavljen iz številnih celic, na milijard celic, ki se združujejo v organe, v tkiva in ki delujejo na zelo simbiotski način. Potem smo mi kot živo bitje, ki imamo zavedanje, smo v tem fizičnem telesu inkarnirani in z njim v določenem omejenem smislu lahko upravljamo. Obstaja pa še 3. komponenta, za katero se doslej ni vedelo. In to pa je energetski umsko-zavestni sistem. To je sistem, ki ni fizični, ne more se ga videti, ne more se ga otipati, ne more se ga pogledati za mikroskopom, kljub temu pa obstaja. In
njegovo delovanje čutimo oziroma zaznavamo kot misli. Ta umsko-zavestni sistem je tisti, ki nam proizvaja te glasove v glavi, ki jim mi rečemo misli. Ampak to dela na tako spreten, subtilen, zvit način, da mi mislimo, da so te misli naše. V resnici pa so te misli proizvod tega umsko-zavestnega sistema, ki je sprogramiran sistem, namenjen temu, da nas drži stran od zavedanja realnosti. In če sledimo tem mislim, potem se naše zavedanje loči od našega fizičnega telesa, gremo v v neko energetsko, domišljijsko, iluzorno realnost, ali lahko bi tudi temu rekli nerealnost, in na ta način ustvarimo konflikt med univerzalno fizično realnostjo, se pravi med našim fizičnim telesom in med tem energetskim sistemom. Posledično pride do trenja, do konflikta in do proizvodne energije, ki jo mi čutimo kot ta čustva in te energetski občutki. Vsa ta čustva in energije so proizvod zaradi konflikta v našem fizičnem telesu. In ta energija nas obsede, zasvoji, zaslepi in paralizira naše fizično telo. In če dalj časa dopuščamo proizvod, aktivacijo takih čustvenih reakcij, te energije potem sesujejo ravnovesje našega fizičnega telesa. Zato so te misli, ki jih mi čutimo oziroma zaznavamo v naši glavi, škodljive. Namenjene so samo zato, da črpajo življenjsko silo iz našega fizičnega telesa, zato da se lahko ta umsko-zavestni sistem, ki je simbiotski parazitski sistem, vampirski, lahko preživlja, da sam ščiti svoj obstoj. Kaj pa srce? Ali srce proizvaja misli? Ne. Kljub temu pa ima naše fizično telo svojo lastno inteligenco, svoje lastno zavedanje in lahko z njim komuniciramo. Zakaj pa ravno tak poudarek dajemo na srce, na organ, ki črpa kri po našem telesu? Srce je sicer simbol za enakovredno in enakomerno razporejanje substance, ki je potrebna za obstoj našega fizičnega telesa. Torej, srce nesebično črpa kri do vseh celic našega telesa. Ni pa srce prav nič posebnega v odnosu do drugih organov in delov našega fizičnega telesa. Naše telo je uravnotežena celota in čisto vsak delček mora igrati svojo vlogo, da je naše telo v ravnovesju in da se lahko v polnosti izrazi. Tudi recimo pljuča nesebično napajajo našo kri z kisikom in koristijo vsem celicam našega telesa. Zakaj bi potem poslušali samo srce? Zakaj naj bi poslušali pljuča? Vsak organ ima torej neko funkcijo.
Pomembno je torej, da ne poslušamo samo srce, ampak da poslušamo svoje fizično telo. Naše fizično telo je živ organizem, je življenje in deluje v harmoniji z vsemi celicami in z vsemi drugimi živimi bitji v tem stvarstvu. Tisto, kar nas moti od tega, da bi postali eno z svojim fizičnim telesom in da bi ga poslušali, je pa ta energetski sistem. In če hočemo ustvariti ravnovesje v svojem življenju in poskrbeti za psihično in fizično zdravje, se je potrebno osvoboditi od tega umsko-zavestnega sistema, sistematično zaustavljati te misli, te glasove v glavi, ki nam jih ta proizvaja, in se integrirati z našim fizičnim telesom ter delovati po principu ne obravnavaj oziroma ignoriraj drugega tako, kot ne želiš, da bi bil obravnavan ali ignoriran sam, če bi bil na njihovem mestu. Kajti tako, kot vsaka celica v našem telesu predstavlja odgovorno živo bitje, ki v harmoniji z vsemi drugimi celicami v našem telesu biva v sožitju, enako smo tudi mi kot fizično telo neka celica človeštva ali vseh živih bitij na tem planetu. In vse na tem svetu je živo, vse ima svoje zavedanje, zato se moramo mi kot ljudje obnašati tako, da imamo spoštljiv odnos do vseh drugih živih bitij, ne glede na to, v kakšna telesa so trenutno utelešena. Kajti, če delujemo sebično, da se brigamo samo za sebe, samo za svoje življenje, se obnašamo kot rakava celica ali kot tumor. In ljudje, kot vidimo, se obnašamo po tej rakavi mentaliteti in uničujemo druga živa bitja in ta svet, izkoriščamo prekomerno naravne vire, zastrupljamo reke, morja, zemljo in zrak in s tem uničujemo samega sebe, delček našega lastnega telesa. Zato se moramo začeti obnašati odgovorno, da bomo celemu planetu kot povezanemu živemu organizmu zagotovili maksimalno zdravje in čvrstost. Kako se osvoboditi uma, da postanemo neka odgovorna celica, odgovorno živo bitje na tem planetu? Za pomoč pri osvobajanju priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Light in za odstranitev zunanjih, rakavih, sistemskih tvorb v obliki trenutnega, parazitskega, suženjskega, denarnega sistema, ki deluje pod vplivom nekaterih zasebnikov in ki ustvarja ekonomsko suženjstvo in trpljenje, vojne in lakote na tem svetu, pa pripravljamo predlog politične preobrazbe, ki se imenuje zagotovljeni življenjski dohodek. Informacije o vseh teh stvareh najdete v povezavi tega videoposnetka, tako da vas vabim, da jih izkoristite, da se povežemo skupaj in da ustvarimo pravi raj na zemlji, kjer bomo vsi živeli polno, zdravo in srečno življenje. Hvala in nasvidenje.